kakšno je sosledje dogodkov v krizi. Najprej se v vseh podjetjih zgodi, da je naročil manj, ne samo, da jih je manj, so tudi manjša, ko nekatera podjetja propadajo, se zgodi, da nam ne plačajo račune, da nam ostanejo dolžni oziroma vedno več jih zamuja s plačili. Seveda vse to dela naše direktorje rahlo nervozne, začnejo se različni sestanki z različnimi scenariji in seveda to vodi tudi deloma na, recimo, pritisk na vodjo prodaje, da nekaj ne naredi, da se prodajni rezultati izboljšajo oziroma toliko ne padejo. Logično, vodja prodaje z tega sestanka gre naprej do prodajalcev, enako dela scenarije, pritiska na njih, da nekaj delajo in prodajalci dejansko praviloma v krizi delajo več obiskov, pogosteje kličejo, pišejo ponudbe, kljub temu pa je kupcev vedno manj in vedno manj naročajo. Na koncu, kljub temu, da potencial pade na trgu za 20%, nam prodaja pade za 28, 30 ali pa še več odstotkov. Mogoče je to sosledje malo poenostavljeno, kljub vsemu se pa v mnogih podjetjih dogaja nekaj podobnega. In leta 2009 so me mnogi direktorji klicali pa rekli, dajte narediti nek pameten model nagrajevanja oziroma neke akcije, da bojo naši prodajalci bolj motivirani. Na drugi strani so me klicali direktorji prodaje, vodje prodaje, ki so želeli povečati učinkovitost prodajnega osebja. Preden pogledamo, kje so razlogi, da do teh problemov nastane, dajmo pogledati, kako pa zadeva zgleda pri kupcih. Tudi naši kupci so soočeni s krizo, denarja je vedno manj, ker je denarja vedno manj, so vse nenujne nabave zmanjšane, nenujne investicije so ustavljene, plani za investicije se ne delajo naprej, kupci delajo razne scenarije, da zmanjšujejo tveganja, povečajo likvidnost, in posledično se zmanjša število dobaviteljev na tiste, ki so vredni zaupanja. To pa pomeni, da bojo eni v krizi povečali tržni delež, nekateri bojo celo kljub temu, da je kriza v panogi povečali prodajo, drugi bojo pa nadpovprečno zmanjšali rezultate. In razlogi, zakaj do tega pride, so pa v grobem 5 oziroma jaz jih delim v 3 kategorije. Prva kategorija je slabša energija prodajalcev, jaz to imenujem, druga kategorija je neučinkovitost delovnih procesov in tretja kategorija so neučinkoviti prodajni procesi. Gremo na prvi problem, mogoče ena tako zgodba, ki je relativno pogosta bila tam leta 2009. Prodajalec, pa dajmo mu ime Peter, pride zjutraj v pisarno in že zvoni telefon. Njegov vodja prodaje ga kliče na sestanek, gre na sestanek vodji prodaje in vodja prodaje mu reče, poslušaj, prejšnji mesec je 38% pod planom, nekaj bo treba narediti takoj. Kaj imaš v načrtu, da boš spremenil? In potem skupaj naredita nek kvazi načrt, kaj se bo spremenilo, ampak Peter zapusti pisarno in ima v mislih no-go, da bo to karkoli pomagalo. In zdaj se vprašamo nekaj, ne to, a bo to pomagalo, ne bo pomagalo, ampak kakšne volje je Peter zapustil to pisarno? V najboljšem primeru je bil slabe volje, torej ne ravno vesel. Zelo pogosto se pa zgodi, da je tesnoben ali pa celo zelo tesnoben. Nazadnje, toliko biti pod planom lahko vodi do tega, da bo izgubil službo. Izgubiti službo pa v času krize ni najboljše, pa po možnosti imaš za še en kredit, pa doma brezposelno ženo. In prodajalci, ki so pod planom, postanejo pod velikim pritiskom. In ko gre tak prodajalec k kupcu, se dajmo vprašati, da ga bo kupec z odprtimi rokami sprejel. A bo takšnega depresivnega, recimo tesnovnega prodajalca kupec z veseljem sprejel in rekel, ja, od tebe bom kupil, kar vidimo, kakšni štali si. V bistvu ne. Zakaj ne? Je zelo preprosto. Naša komunikacija predstavlja, torej besede predstavlja in prodajni argumenti zgolj 7% sporočila. Ostalih 93% je pa naša barva glasu, naša moč glasu, naša nebesedna komunikacija oziroma to, kar jaz imenujem energijo, ki jo ga da prodajalec od sebe. Gerald Zaltman, profesor z Harvarda, je že pred 20 leti ugotovil, da tudi poslovni kupci 90% odločitev v bistvu naredijo podzavestno, pa potem iščejo zavestne argumente, s katerimi to odločitev argumentirajo. In če sprejemaš tako negativno energijo, se odločiš pač podzavestno za ne, potem pa pač najdeš neke argumente, zakaj tega ni. In kako nasloviti ta problem? V bistvu prvi
način je malo tako, za marsikoga zdaj malo šokanten, pa bom razložil. Jaz sem načeloma proti prilagoditvam planov, ampak v krizi pa nastane ena specifična situacija. Jaz sem delal leta 2009 raziskavo za svoj doktorat, kjer sem ugotovil, kako vodenje vpliva na uspešnost prodajalcev. In ena od ugotovitev je bila, da prodajalci, ki imajo previsoke, nerealne plane, v bistvu so demotivirani, ko imajo dobre vodje. Totalno kontraintuitivno. In potem, ko sem pogledal tudi svoje partnerje, tisti, ki so prilagodili plane in jih naredili spet dosegljive, so z svojimi motivacijskimi ukrepi znatno bolj pozitivno vplivali, kot moji partnerji, ki tega niso naredili. Seveda se pa treba vprašati, ali je naša panoga res v krizi, ker niso vse panoge v krizi. Pa to, da nam je prodaja padla za 10-15%, še ne pomeni, da je naša panoga v krizi. Torej, treba je dobiti neke statistične podatke, če teh ni, je treba analizirati vse kupce, tudi kupce od njihovih kupcev, da se oceni, ali je prišlo do padca potencijala, ali smo mi postali v enem trenutku samo luzerji, ki jim je konkurenca prevzela določen del trga. In vkolikor je ta padec potencijala večji kot 10%, vsekakor je na mestu razmislek o tem, da se plani prilagodijo, tako da postanejo spet dosegljivi. Te, ki prihajate z multinacionalkami, zdaj verjetno malo čuden gledate, ker v multinacionalkah, v velikih podjetjih, ki imajo planiranje od zgoraj na vzdolj, je to zelo težko narediti. Eni od mojih partnerjev, ki so imeli podobne težave, so se lotili dvojnega planiranja. Vem, da to ni idealna rešitev, vendar ko prodajalcem postaviš realne plane, potem dejansko lahko z ostalimi elementi vplivaš na njihovo motivacijo, da te plane presežejo in na koncu dosežejo boljše rezultate, kot da bi plane ohranili na prvotni tako visoki ravni. Druga zadeva, ki je vezana na energijo prodajalcev, je pa v bistvu okolje, v katerem prodajalci delujejo. Ko mi, vodje prodaje, pridemo iz enega sestanka pri direktorju, pri upravi, kjer nam uprava razlaga, da en konkurent je pa bil uspešen, pa njim prodaja ni padla in nam jaz to malo grdo rečem, perejo možgane, pridemo med prodajno ekipo, hotel ali ne, naša prodajna ekipa začuti, da nismo najboljše vole. In verjetno ne, naleze se te apatije, ki potem skozi mesece se širi na okolje. Naša naloga je, da poskrbimo, da tudi ko pridemo s tazga sestanka, recimo jaz grem na WC, grem na kratek sprehod, grem nekam, da se otresem tega, pa da poskušam narisati nasmeh na svoje lice, s pozitivizmom pride do prodajne ekipe. Ne nazadnje, že zjutraj, ko pridemo v pisarno, se lahko odločimo, ali bomo podlegali nekim negativnim novicam, ki se širijo v medijih, nekim slabim novicam o naših rezultatih, ali si bomo dali za poslanstvo, da rišemo nasmehe na licih prodajalcev. In tle lahko en kup mehnih drobnarij uporabimo, ki pri tem pomagajo. Od tega, da zjutraj skuhamo kavo v prodajni ekipi, do tega, da morda prinesemo kakšen rogljič, pa zvečer kakšno sladico spečemo, pa prinesemo vsako prodajalcu, damo na mizo, da jih počaka. Če zagovarjamo zdravo življenje, lahko vsakemu damo zjutraj eno jabolko, da razbijemo to negativno rutino. Potem je zelo pomembno, da se na sestankih širijo pozitivne novice. Ti moji partnerji, s katerimi smo delali, so na vsakem sestanku miselno ustavili, torej načrtno ustavili neko pozitivno informacijo, pa če je bila še tako odšlo, ampak da so se na to obesili, pa seveda poskrbeli, da to ne štrli ven, pa da rečejo prodajalci, zdaj pa konec sestanka, zdaj bojo pa s pozitivno novico zaključili. To je treba nek pameten flow najti, da se čuti, da celoten sestanek s prodajalci poteka v enem malo bolj pozitivnem duhu, kot bi sicer. Ne nazadnje, pomembno je, da slavimo dosežke, torej da naredimo tudi proslavo, če je treba, če dobimo kakšnega novega kupca. In pri tem vse skupaj nam nagradne igre lahko zelo pomagajo. Nagradne igre za prodajalce so primerne v prodajnih ekipah, ki se soočajo s krajšimi prodajnimi cikli, ki niso daljše od 3 mesecev, vendar so zelo močen element. Lahko naredimo formalne nagradne igre, mimogrede v Zahodni Evropi je takšnih nagradnih iger zelo veliko, tudi mi smo jih kar nekaj naredili v času krize. Ni pa nujno, da naredimo neko formalno zgodbo, lahko naredimo čisto enostavno stavo. Mi smo imeli en zelo dober scenarij, ko je direktorica prodaje obljubila prodajni ekipi, če bo dosegla plan,
da bo vsakmu prodajalcu opravljal avto. Bilo je 10 prodajalcev, kaj se je zgodilo 3 mesece, ko je trajala ta nagradna igra, so prodajalci ponoreli. Vmes so si pošiljali razne video, fotke, kjer so sliko nekoga, neke dame, ki pere avto, zamenjali glavo, pa dali glavo od direktorice prodaje. V glavnem, tle se en kup stvari najde, rezultate so znatno presegali strošek celotne zgodbe, bil 80 €, kar je bilo tisto pripomočki za pranje čevačiči, pa gaj papira, če malo karikiram. Ko delamo nagradne igre, seveda včasih ne moremo na celotno prodajo vezati, ker morajo biti cilji dosegljivi. Lahko vežemo tudi na posamezen produktni segment, na posameznega kupca, ni pomembno, kakšen cilj postavimo. Pomembno je, da naredimo malo doseganje plana prodajalcem bolj zanimivo, bolj sproščeno in bolj zabavno. Naslednji ukrep, vezan na energijo prodajalcev, je plačni model. Večina plačnih modelov v času krize ne deluje enako, kot so pred krizo. Enostavno, okoliščine so se spremenile, v času krize moramo prodajalce bolj motivirati, kot smo jih mogoče v času pred krizo, pa to ne pomeni, da takrat niso bili motivirani, ampak niso bili motivirani izključno za doseganje prodajnih rezultatov, ampak pa še za en kup drugih stvari. Plani se spreminjajo, torej cilji se spreminjajo v času krize. Če smo v času rasti zasledovali dobičkonosnost, v času krize lahko zasledujemo samo to, da zapolnimo prodajne oziroma proizvodne kapacitete. In če želimo narediti bolj motivacijski plačni model, potem moramo slediti parim zadevam. Torej, prva stvar, ki je zelo intuitivna, da povečamo delež variabilnega plačila v pričakovani plači, torej, da gremo za osnovno plačo dol. Ampak tukaj se srečujemo z enim velikim problemom. Prodajalci v času krize načeloma delajo več, kot so delali pred časom krize. Če jim plane nismo korigirali, in večina podjetij ne korigira plane, to pomeni, da so že kaznovani in dosegajo manjša variabilna plačila, kljub temu, da delajo več. Zdaj pa, ko bomo mi osnovno plačo znižali, se bo pa zgodilo to, da bojo dodatno kaznovani z novim plačnim modelom. In to lahko deluje izredno demotivacijsko in kot močen higienik, ki preprečuje, da z ostalimi ukrepi ne dosegamo prave motivacije. Zato je treba biti pri tem zelo previden, pa zelo strateško pristopiti k temu. Naslednja stvar, ki je zelo pomembna, če želimo narediti motivacijski model, da zmanjšamo število meril optimalno na 1. Torej vse, kar je več kot 1, zmanjšuje motivacijsko samega plačnega modela. Krajše obdobje merjenja so bolje motivacijski model. Bliže izplačilu začetku prodajnih aktivnosti, bolje motivacijski model. Potem naslednja stvar, ki je zelo pomembna, je, da je čim bolj preprost model. Torej tudi na račun tega, da podjetje prevzame en del tveganja vezanega na plačni model. Če smo v času gospodarske rasti poudarjali timsko delo, je timsko delo sicer super, ampak ko rabimo vrhunsko motivacijo, se ta del zmanjša. Modeli, ki so vezani na rezultate posameznika, so dosti bolj motivacijski, kot so modeli vezani na neke skupinske rezultate. Zaradi tega ali zmanjšamo delež variabilnega plačila vezan na skupinske rezultate, ali pa celo delež variabilnega plačila vezan na skupinske rezultate popolnoma ukinemo. In ne nazadnje, vezano na sporočanje pozitivnih rezultatov, torej slavljenje zmag in tako naprej, je fajn, da se naredi izredno agresivno nagrajevanje nad doseganjem plana. To pomeni, da delamo razne super bonuse, različne nagnjene lestvice provizijske, ki omogočajo prodajalcem, ki presegajo plan, da dosežejo znatno boljše zaslužke, kot ostali prodajalci. Če sta prva dva problema vezana na energijo prodajalcev, so ostali problemi vezani na delovne in prodajne procese. In ena od stvari, ki se v krizi pokaže, je to, da vse neučinkovitosti dela postanejo dosti bolj izrazite, kot so v času gospodarske rasti. In ena najbolj tipičen primer neučinkovitosti dela je zelo majhen delež neto prodajnega časa v celotnem delovnem času prodajalcev. Moja ocena je, da bi morali slediti temu, da prodajalci prodajajo 7,5 ur na dan. Kaj to pomeni? Ali da so na telefonu, ali delajo obiske, ali pa v bistvu, da se pripravljajo na to prodajo. Da bi pa to lahko dosegali, ali pa se temu približali, mislim, da zelo težko v večini podjetij, če se temu želimo približati, pa pomeni, da moramo razbremeniti prodajalce sestankov, raznih poročil in drugih administrativnih nalog.
Torej, pogledati moramo, kateri sestanki so nujno potrebni, zmanjšati število sestankov, mogoče pogosto sestankov, mogoče ugotoviti, da na nekaterih sestankih pa ne rabijo biti vedno prodajalci prisotni, lahko tudi potekajo brez prodajalcev. Enako velja za poročila. Morajo biti res narejena ali jih morda lahko naredi kdo drug namesto prodajalcev. Na katerih podjetjih še ne prodajalci pišejo račune, zaradi tega, ker pravijo, da prodajalci najbolj vejo, kaj so kupci kupili. Prodajalci terjajo, prodajalci rešujejo reklamacije. Vse te stvari lahko razporedimo med ostale delavce ali pa celo enega od prodajalcev razporedimo na področje podpore prodaje in podpira maksimalno prodajalca, da prodajalec je cel čas na terenu. Dve zanimive stvari so se pokazale, ko smo mi delali na učinkovitosti prodajnega osebja. Prva zanimiva stvar je, da je velika večina naših partnerjev, ki smo začeli delati z njimi, je rekla, da neto prodajnega časa se pa ne da povečati. Veste, mi smo že vse naredili, ne? In pri vseh partnerjih smo ugotovili, da se da povečati od najmanj 7%, to je najmanjše povečanje neto prodajnega časa, ki smo ga dosegli, pa vse do 28%. Torej, moramo iti izven okvira v razmišljanju, ko gremo izven okvira v razmišljanju, lahko najdemo en kup možnosti, da prodajalci so dejansko bolj na terenu. Drugi efekt, ki se je pojavil, je pa meni še bolj zanimiv, prodajalci, ki povečajo neto prodajni čas za 10%, dejansko povečajo prodajni rezultat za 15%. Zakaj? Verjetno zaradi tega, ker so v boljši formi, boljši kondiciji, enostavno več, ko si na terenu, boljši imaš rezultat. Naslednja stvar vezana na uspešnost oziroma učinkovitost dela je načrtovanje službenih poti prvi. Torej, če smo zdaj pošiljali prodajalce, da grejo v Anglijo na en sestanek, pa so se vrnili, pa so šli naslednji dan na en sestanek v Francijo, je treba zdaj razmisliti, ali morda znotraj neke službene poti lahko naredijo večje količino sestankov in kako dobro so te sestanki splanirani. To je vezano na službene poti mogoče v tujino. Istočasno pa velja za prodajalce na terenu. Prodajalci, ki so zelo veliko na terenu, moramo zaračunati, koliko sestankov naredijo na dan in koliko časa potrošijo na poti. V enem podjetju smo ugotovili, da se je število kupcev povečevalo, prodajalci so pa to ruto, koga kdaj bojo obiskovali, v bistvu delali zelo tako, po domače recimo. In so delali ogromno kilometrov, delali so pa samo 4 obiske na dan. Samo z majčkim prilagoditvijo rut smo uspeli povprečno število obiskov zvečati iz 4 na 7. In zadnja stvar povezana z učinkovitostjo dela je v bistvu odprtje prodajalcev. Danes imamo en kup IT orodij, ki niso draga ali pa jih lahko najdemo, ker so spletna, ki nam omogočajo, da prodajalci hitreje delajo. Od nekih templatov mailov, templatov ponudb in tako naprej. Lahko naredimo standardizirane ponudbe za majhne kupce, ki ni nujno, da jih naši najboljši prodajalci obdelujejo, ampak to prepustimo nekemu spet podpornemu oddelku. Prodajne predstavitve lahko naredijo naši produktni menedžerji ali pa marketing. Torej, en kup stvari lahko naredimo za to, da povečamo prodajni čas. Tem smo naredili že pol dela, prodajalci bojo več prodajali, ampak če prodajajo napačnim kupcem, če zasledujejo napačne prodajne priložnosti, tudi ne bojo dosegali pravega rezultata. Zaradi tega je v času krize potrebno narediti dve ključni nalogi. Prvo je treba redefinirati profil idealnega kupca, torej komu bomo prodali, komu bomo se načrtno usmerili, katere priložnosti bomo zasledovali, da bomo dosegli boljši prodajni rezultat. In druga stvar, vezana na to, je redefiniranje produktnega portfelja. Torej, kateri so tisti produkti, s katerimi bomo osvajali te kupce. In če pogledamo danes različne dejavnosti samo, imamo dejavnosti, ki so v krizi, kot je turizem, in kjer je zelo težko danes narediti nek posel, imamo dejavnosti, ki dejansko cvetijo, kot so spletne trgovine. In nekatera podjetja so se že preobrnila, pa so začela delati več za javni sektor, pa so začela delati več za spletne trgovce in tako naprej. In usmerjajo svoje aktivnosti tam. Vsako podjetje mora pogledati, ali je kriza karkoli spremenila na trgu in je treba poiskati nove kupce. S tem bi pa na nekaj upozoril. Zelo previden sem jaz pri tem, da gremo na one kupce na prvo žogo, jaz to imenujem. Danes vsi hočejo prodajati spletnim trgovcem, zaradi tega, ker oni imajo ful biznisa pa ful denarja. Samo imajo pa ful dela, tako da nimajo se včasih ukvarjati z novimi projekti. Hkrati pa vsi naši konkurenti bojo šli na prvo priložnost. Zaradi tega jaz tukaj svetujem,
da se poišče tudi drugo, tretjo, četrto varianto kupcev in pa produktov, na katero pa naši konkurenti ne bodo takoj pomislili. Hkrati s tem je treba razmišljati tudi o novih ali pa prenovljenih prodajnih modelih, poslovnih modelih. Namreč eno od velikih težav v času krize je, da podjetja nimajo likvidnih sredstev za financiranje investicij. In tukaj pride v vrsto najem, leasing, ki ga lahko delamo skupaj kot neki co-branding s poslovnimi partnerji in naredimo neko novo zgodbo. Najem ni nekaj novega. 10 let se veliko o tem govori, vendar je morda čas, da tudi podjetje pride na to zgodbo. In zadnja stvar, ki smo jo pa z našimi partnerji zelo dosledno delali, je pa kvalifikacija prodajnih priložnosti. Ker če prodajalci se nasledujejo slabe prodajne priložnosti, izgubljajo svoj najpomembnejši resurs, to je čas. Zastonj, če smo povečali neto prodajni čas, če ga investiramo v napačne kupce. Zaradi tega je treba narediti kvalifikacijo čisto vsake prodajne priložnosti, čisto vsakega povpraševanja in pogledati skozi neko metodologijo, ali je to povpraševanje vredno našega časa. Zdaj, tukaj imamo več metodologij, zelo znana je ta tako imenovani PANT, da mora imeti podjetje nek budžet razporejen, da vemo, kdo odloča, da ima podjetje potrebo in da ima podjetje časovnico, kdaj bo to izpolnil to potrebo. Vendar bi jaz opozoril, da v času krize ta bank morda ni najbolj idealen. Mi smo razvili en qualification scorecard, scorecard metodologijo, ki je nekaj bolj kompleksna. Ni pomembno toliko, katero vzamete, pač obstaja več variant, poiščite tisto, ki odgovarja najbolj vašim potrebam, pa je potem do konca zasledujete. Naslednji ukrep je definicija delujočega prodajnega procesa. Zakaj ravno prodajni proces? V času krize, znatno bolj kot v času gospodarske rasti, postanemo v bistvu talci najboljših prodajalcev. Najboljši prodajalci 2-3 prinesejo gro našega posla in ker se tega zavedajo, marsikateri začnejo zasledovati. Pa ne nazadnje, tako kot mi gledamo potencialne kupce naših konkurentov, kot tudi naše konkurente gledajo naše najboljše prodajalce. In v času krize se je večkrat zgodilo, da so dobri prodajalci pač zamenjali delodajalce. In ko nimamo prodajni proces jasno definiran, pa to ne pomeni nek ISO standard v predalu, nekje v enem od fasciklov tam v zadnji, ampak daleč od tega to pomeni, da dejansko živi in da prodajna ekipa dela po tem procesu. Če tega nimamo, potem, ko bomo dobili novega prodajalca, prvič bomo izgubili prodajo, ker se staršev, potem pa še novega ne bomo uspeli kvalitetno uvesti, zaradi tega, ker bomo rabili ogromno časa v ravno napačnem trenutku, da pride na zeleno vejo. Delujoči prodajni procesi nam omogočajo, da naša ekipa dela po istem postopku, zaradi tega, če najboljši grejo, ni takšne škode, hkrati pa se novi dosti hitreje uvedejo. Vendar tudi podjetja, ki imajo delujoč prodajni proces, morajo sedaj malo pogledati ta proces. Namreč način odločanja kupcev se je spremenil in s tem se mora spremeniti tudi naš prodajni proces. Naslednji korak je izvajanje prodajnega kontrolinga. Znatno bolj kot v času gospodarske rasti je prodajni kontroling pomemben. Zakaj? Zaradi tega, da pravočasno ugotovimo, da je nekaj narobe z delom naših prodajalcev in da pravočasno usmerimo našega prodajalca. To pa pomeni, da moramo predvsem njegove aktivnosti pa vedenje spremljati, bolj kot rezultate. In tako še pravočasno odreagirati, ali z nekimi hitrimi sestanki, ali z nekimi telefonskimi klici. To ne rabi biti ravno nekaj formaliziranega. Pomembno je, da se prilagodi potrebam in če to ni dovolj, se pač naredijo še skupni obiski. Nazadnja stvar vezano na to problem pa je vključitev vseh zaposlenih in pogodbenih partnerjev v prodajo. Jaz imam en dober primer ene tajnice, enega podjetja, ki prodaja viličarje, ki mi je enkrat prišla in z veseljem povedala, da je prodala 3 viličarje. To ne pomeni, da je ona prodala 3 viličarje, daleč od tega, ampak je ona v bistvu pripeljala kupce, posel pa sklenil prodajalec. In en primer je tudi MIK, ko smo leta 2009 aktivirali vse zaposlene v podjetju zato, da so pridobivali stranke. Na koncu je 12,5% vseh zaposlenih, ki niso prodajno osebe, 12,5% celotne prodaje so ustvarjali zaposleni, ki niso delali v prodajnem oddelku.
To je v času krize v gradbeništvu v bistvu na nek način podjetju omogočilo, da je preživelo. Obstaja še ena prezentacija za ene konference na to temo, ki si lahko iščete na netu. Naslednji problem je to, da so velika podjetja previdna. Način odločanja velikih podjetij se spremeni. Zaradi tega je še bolj pomembno, da prodajalci delajo prave sestanke, da imajo pravo strategijo, kako osvojiti velikega kupca. Namreč zadnja študija, ki sem jo prebral, je kazala, da je še zmeraj 50% obiskov pri velikih kupcih za osebami, ki nimajo nobenega vpliva na nakupno odločitev. Če prodajalci niso sposobni, jih moramo to sposobiti. In ker se te odločitve pomikajo više v hierarhiji in više, ko grejo, težje pridemo do teh oseb z nekimi klasičnimi prodajnimi sestanki, je treba te odločevalce najti prek LinkedIna. Jaz sem videl, da je v zadnjem času so vedno bolj prodajalci aktivni na LinkedInu, vedno manj je self-marketinga pa informacij o COVID-u, kar mene zelo veseli, ampak so neke informacije, s katerimi prodajalci delajo marketing svojih idej in pa rešitev. In kakor bi rekel naš trener Mitja, LinkedIn je orodje, v katerem moraš imeti zelo jasno razdeljeno taktiko, kako boš prišel do odločevalca in kako boš v njemu zbudil zaupanje in komu boš poslal sporočilo, kakšno bo to sporočilo, da boš privlekel njegovo pozornost. In zadnja stvar, ki je vezana tako na velike kot na majhne kupce, na velike pa mogoče malo bolj so prodajni argumenti. In pri velikih kupcih je ključna ovira za nove projekte ta nenaklonjenost novim zgodbam, ker ni denarja. Zaradi tega je treba s prodajnimi argumenti najti neko stopnjo urgentnosti problema in oblikovati občutek pri kupcu, da je ta problem treba takoj rešiti, da lahko pridemo do posla. Še znatno bolj, kot v času gospodarske rasti, se morajo v prodajo vključiti tudi direktorji pri velikih kupcih. Čisto na kratko še o odprtih terjatvah, kako se rešimo tega problema. Najlažje tako, da prodajamo po predračunu. Smiley je z razlogom, vsi mi bi radi, vendar je to nemogoče. Bolj realno je, da res spremljamo bonitetne podatke podjetij, ažurne bonitetne podatke, torej to, kakšno prodajo, promet so imeli lani in kakšna bilanca je bila lani, danes ni več dovolj. In torej imeti ažurne informacije in hkrati definirati pravila, komu bomo prodajali na odprt račun in hkrati definirati različne prodajne roke za podjetja z različnimi bonitetami. In ne nazadnje, definirati proces izterjave. Torej, kaj se bo naredilo mogoče pri teh slabih plačnikih že kakšen dan pred valuto, kdo bo poklical, kaj bo naredil, kaj bomo naredili 5 dni, 15 dni, 30 dni oziroma 45 dni po valuti, to so tako teoretični dnevi. Vsako podjetje mora za sebe najti svoj proces izterjave. Evo ga, ura je 3:30. Mogoče kakšno vprašanje, režija? Evo, David, se vidimo, slišimo? Vidimo. Za enkrat vprašanj ni. Zdaj jaz mislim, da je bila tvoja prezentacija tako zelo izčrpna. Verjamem, da bo mogoče kakšno prikapljalo na tvoj elektronski naslov, ki ga zdaj vsi vidijo. Tako da jaz se ti zelo, eno vprašanje pa imamo, pa poglejva. Bil je samo komentar, da je bilo zelo super. Tako da popotnica lahko tudi s to mislijo zaključiva. David, hvala lepa. Se vidimo na kakšnem drugem seminarju. Jaz imam še eno misel za konec, če lahko. Absolutno, predajam nazaj. Ok, hvala. Za konec meni je zelo všeč pravilo 100 stopinj. Namreč voda je ena zanimiva stvar, ki jo segrevamo z 50 stopinj na 55, na 60, na 70, na 80, 85, 92, 95, 97, pa nič se ne naredi. Ko pa vodo segrejemo iz 99 stopinj na 100 stopinj, se pa začne ustvarjati para. In para je tista, torej ta ena stopinja razlike je tista, ki poganja vlake in je omogočila, da so vlaki včasih vozili hitreje, kot danes vozijo po slovenskih železnicah. Enako, torej mimogrede, tudi 180 in več kilometrov na uro so včasih parni vlaki, nekateri zelo hitri vozili. In enako je z našimi aktivnostmi. Če bomo delali prave stvari, moramo pri njih ustrajati in v enem trenutku se bodo začele videti spremembe. Te zagotovo ne bojo prej, kot v času enega prodajnega cikla.
Če bomo ustrajali delati prave stvari delati na pravi način, bojo prišli rezultati, ki nas bojo potem, ko bo začelo gospodarstvo rast, ponesli med zmagovalce te krize. Tako da, za konec vsem želim, da boste postali zmagovalci. Hvala lepa. David, hvala, srečno vsem, se vidimo ob naslednji priložnosti. Veselje.